Dober dan. Dober dan, živijo. Kako ste? Super, kam je mahate? Živijo. Živijo? Dober dan. Kje še rabimo vrvi? Za pas. Bravo! Tukaj sem te čakal. Za pas narediti rabimo vrvi, a ne? Se pravi za zanke, za kakšne pasti dvigovalke, ker žival dvignejo ta. Ja, za te obesiti lahko, a ne? Če imaš pa dvoje, je pa 50. Je pa že 50% manj. Se kar razdeli, ne? Koliko časnejš. Seveda, pa več vrvi rabiš in tako naprej. Pa lahko še narediš viseči most. Ja, lahko. Tako. Pa Ali pa splav. zipline. Pa zipline, pa splav, pa kaj še. Pa čez reko lahko plezamo po vrvi, ne? Bom pa pokazal kako. Za pestenca. Za pestenco si lahko narediš. Za ukras. Ogrance lahko nosimo, ne? Obeske. Ja, dale recimo na polovico, sem zdaj precej malo tega vzel. Prav, tle imam tri, obrnemo okrog. Zakaj? Kdo ve? Da je vse enaka debelina potem, ne? Da niso nekje ful tanke, pa nekje ful debele. In ko začnem delati vrv, zdaj boste pozorni, imam en del krajši, to je ta, in ta del daljši. Vedno začnem tukaj pri krajšem delu in če vozite motor, dajemo gas tako. Zdaj pa ves čas gas odvzemamo, se pravi grem z desno roko ves čas stran od sebe. Se pravi, takole preprijemam, da se mi ne odvrti. A vidite malo bližje mogoče bom. Začnem zavijati stran od sebe in preprijemam, a vidimo, tako da dobimo tako lepo okroglo strukturo. A vidite? Vidite? Ok. Se pravi, ko ne gre več zavijati, dam prste skupaj in se mi ustvari takale zanka, taka na pol zanka. Ok? Vidimo? Ok, jo primemo, imamo zgornji in spodnji del te vrvi. Zgornjega vedno zavijem naprej, da dobim spet tako okroglo strukturo in jo preložim navzdol. In zdaj ta spodnji. In ta zdaj postane zgornji. In spet smo rekli, zgornjega zavrtimo naprej in prestavimo navzdol. Evo. Ne gre, ne? Lahko z nožem se lahko strga. Z nožem se pa da, ja? Pazi, Igor, da se ne boš rezal. Če damo tako vlade smejo, pa si hitro, ker ni tako debel. Ne gre? Dobro. Ko izmanjka materijala, vzamem Čakaj. nov material. Zdaj to sem razpolovil. Smo rekli, zavijemo naprej, prestavljamo navzdol. Vidite, da je to kar postopek, se pravi, kar nekaj časa traja, da spletemo vrv, ampak jo. Evo, in ko pridem do momenta, mi takole še nekako ostane ta krajši del trave, sam nov material dodamo takole zraven, da, ok, vidimo, in začnemo tle spet zavijati. Se skupaj primemo, da dobimo tako lepo spet strukturo, prestavimo navzdol in nadaljujemo kot do zdaj, ne? Evo, tole
Vidite, da gre zelo počas, a pa gre. Je prst kazal, sprav do zadaj, pridemo s tole vrvico skozi in naredimo tak zaključni vozel. Temu se reče, da pleza tudi stoprno. Sprav, in potem tole, kar štrli, samo porežemo stran, nekje pol centimetra stran od vrvice, zato ker se to pol še malo posuši in se še malo pokrči, zato da se nam ne bi potle ta vrvica tukaj podrla. Če nas karkoli moto potrgate stran, če hočete lepotne popravke, se da lepo vse stran, pa je tako, kakor mora biti, ne? Prav strgati. Vse sam navadna trava. Pazi, da ne boš koga po nesreči. Pazi zdaj njega, a veš? Ne gre, Tibor? A? Pa to je neverjetno, a? A bi lahko verjel? Kako je to močno, a? Dobar, ne? Ampak če to zgornjo probam strgati, to se strga. Kaj razstojimo? Pojdi tja, navaj. Je to. Ne po travi, prosim. Raztegnemo. Ok. Kaj pa zdaj to bilo? Ja, ampak vi imate pa lepšo, ne? Ja, naša bo smajta. Za lepoto je vaša lepša, ampak smo rekli, da rabimo tisti, ki bo imel daljšo, pa ko se našpona, mora biti naravnost. Še našponite jo, evo jo, ravna je. Je? Je ravna, ni razpadla. Fantastično. Bravo, čestitam. Tako izgubil. Ja, bi Kar tle lepo, v tej špuri. Živijo, živijo. Živijo. Kako ste? Ste dober? Živijo. Čau, čau. Čau. Hello. Živijo, živijo. Čau, čau. Zelo dobri sedilci ste. In tam se ustavite, odlično, točno tam, bravo. Vam je to všeč ali je to za nas? Vse ne gre drugače, kaj pač smo. To treba da čez. Prav nož narediti, bivak postaviti, vrv splesti, ogenj zakuriti. Kaj še? Kako pa posodo narediti? Ste poskušali to? Da ugel daš, tam pa pihaš. Tako, kam?
Dabro neko. Ne, na Rabiš pravilno vrsto sadeža, ne? Kaj imamo tukaj? Breza, ljubje breza. Ljubje, Ljubje. decence. Ljubje. Kaj pa bomo s tem zdaj naredili? Kaj bomo naredili? Dobro ne, pač dobro netivo. Tisto ta belo dolno. Dobro netivo, Ja. se pravi, vedno moramo imeti en košček zraven pripravljen. Zakaj? Ker se hitro vije. Ne, ker se vedno zvije breza. Boste videli, kako se bo zvila, ko začne goreti. In nastrgamo, kaj? pač to ljubje, ko stane gor. Stale. Ja, torej povrhnjico takole nastrugamo, da dobimo tole do tele rjave barve, ok? Vse, kar je tanjše od šivanke za šivanje, a je tanjše? Je suho in gorljivo. Pod to belo skorjo je vse suho od spodaj. V bistvu je suho v smislu zaradi tega, ker so noter olja, eterična olja, in to je zelo, zelo vnetljivo. Zdaj bom malo magnezija napraskal na kupček, lahko ga pa tudi takole začne segrevati, a naj bo prej slej, no list mi bo pa ugasnil ogenj. Evo ga, že gori. Smo rekli, košček damo zraven, da se vname. Vidite, kako se začne kriviti. No, sem bil neuspešen, evo, se ni pržgal. Moram ponoviti vajo, ne? Tam bo dal gulo. To začne goreti. In Laris je dal gol. To 4 za Larisa. Laris je dal gol. 104 za Laris. Šel je v osmino finala. Ribiški. Moški, ambulantni, skalski, Mačke. pisarski. Ribiški, no, da sem reč, da je moški pa ambulantni, da ste ista, a ne? Ker ambulantni pa moški, kot sem rekel že, a ne? Torej, ženskega ločite potem, da je drugačno smer obrnjeno in da ni tak, kot bi lahko bil, ne? Kot bi smel biti, oziroma kot mora biti. Tako da, če poznate ambulantnega, pa po nesreči naredite ženskega, boste videli, se bomo pokazali. Bomo s debelimi vrmi pokazali, če se malo bolj šli, prav? Sprav, kadar zavezujemo dve enake debeline vrvi, vedno uporabljamo, torej lahko ambulantni vozel, naredimo recimo desna preko leve, a ne, desna preko leve, pa desna roka preko leve, noter pa ven, in leva preko desne, noter pa ven, pa dobite to. Lahko greste to recepturo. Desna preko leve, leva preko desne. Lahko pa leva preko desne, pa desna preko leve. Si zapomnim tako, da jaz sem desničar, prvo desno po levo. Prvo desna preko leve, tako, in leva preko desne. Ja? Štima? Je? Je. Se pravi, ta vozel je zelo enostaven za ga razvezati, se pravi, samo date skupaj in je razvezan. Ko ga zategujete, pa drži, torej bolj, ko ga zategujete, bolj drži, ne? Pod pogojem, da imamo enako debelino vrvi. Če tak vozel naredimo na robe, dobimo kakšen vozel? Ženski vozel. Jaz sem si najlažje tako zapomnil, ali pa če boste videli, bom pol zavezanimi očmi vozle delal, a ne? Pa tlele napel vrv, pa gor plezal, pa tako. Meni je najlažje si zapomniti pri ambulantnemu tako, da tista vrvica, ki gre proti meni, ta gre stran od mene, ko sem naredil ta začetni vozel, a ne? Kada bi si hotel čevlje zavezati, a ne?
je čisto vseeno, katera gre kam, ampak ko to naredim, vidim, ta vrvica gre proti meni, ta gre pa stran od mene. A drži? Ja. Ja? Iz to grem preko te, vedno, tista, ki gre proti meni. Če bila pa ta bi šel pa iz to preko te. Prav grem preko te in zavežem. In dobim ista. Ne? Se pravi, levega, noter pa ven, zategnem, ne? Tako. In potem, Še enkrat za njih hakalc. ne? Mislim, lahko bi še enkrat tisti kakalc naredil, ampak Tisto, kar je ni priporočeno zaradi tega, ker bi se prej slej tudi ta hakalc lahko. A ne, to uno, kar je še krok kobe. Ja, vem, kaj hočeš reči, zaključni vozov, ne? Oziroma stopper not. Ampak hočem reči, da se počasi se, sploh pa v kakšnih premikanjih se ta vozel podre. V takih primerih naredimo enojni ambulantni vozel, enojni ribiški, se oproščam, lapsus. Se pravi, gremo okrog, pravi, dva končka damo skupaj, zdaj hočem te dve vrvi združiti, ok? Kaj naredimo? Se pravi, zeleno do tanjša gremo okrog prsta, naredim ta vozel, tako, vidite, enojni, čisto enostavno je, obrnem se skupaj okrog in zdaj to naredim še s to debelejšo. Grem okrog prsta, pa okrog tele zelene tanjše vrvice, prst vzamem ven in kam je kazal prst, grem z vrvjo noter. Kaj dobimo? Ko se zategne, se združita in to ne dobiš, se ne gre narazen. Ta vozel se zelo dost uporablja v ribičiji, kadar spenjate recimo tanjšo pa debelejši lah, se vidite, da gre pol skoraj kar naravnost, tudi eno, ne? To se pušči pa stran, samo vozel ostane. Ne? Ti je čisto samo okrog overhand, se pravi to, je šestica, a je 6, Ja. 4x6. Je? Ok. To gre. Potem gre pa še Albright. Prav, če hočem, da gre iz te debelejše vrvice tanjša naprej, recimo ta, da hočem jih združiti skupaj, naredim tako zanko, pridem od spodaj gor, naredim torej, tako da imam tole v roki, ja. Tukaj vse skupaj držim, vidite, v eni roki. Potem pa s to, ko sem prišel zgoraj čez, grem nazaj, ovijem 5-krat proti zanki. 1-krat, 2-krat, 3-krat, 4-krat. In ta konček, ki mi ostane, gre tule od zadaj, ali pa že tukaj noter ga lahko damo vmes. Takole. Vidite, čez to zanko, jo zategnem, da mi zagrabi tole vrvico tukaj gor. Ja, zategnem. In potem primem za obe vrvici, se pravi za te dve tanki, ta zeleni, pa za te dve ta debeli in zategneš. In dobite potem, kot sem rekel, Albright knot. Porežemo tele končke stran, ne čist tikoma, ampak takole malo pustite mesa, se reče. Ste vidite, ne? Med krokarjem pa med vranom. Poiščem tale konc vrvi in grem iskat naslednje drevo. Moram paziti na korak, da ne padem tam v prepad, ne? Laris, čakaj. Dajte malo bolj nazaj se umakniti. Ja, nismo drevo. Ja, menda ne. Vsa pred njega, to pomeni.
Dobro. Smo najdeli drugo drevo. Pred tem drevesom naredim alpinsko zanko, nekje kakšen meter pred njim. To pomeni, da naredim 3-krat ovoj okrog roke. Ja, vidimo. Ste tukaj, ne? Ja. Pridemo spredje noter, zagrabam tole zanko, tokle dolgo rabam, pridemo do spodaj. Ta vozo imate tudi na mojem kanalu, tako da vas ne bom zdaj s tem obremenjeval. Skratka, naredimo zanko in gremo z nadaljevanjem vrvi okrog drevesa. Vrv potegnemo kaj? Okrog, a ne? Kaj to pomeni, ko zvoni zdajle? Ura 12. Ura 12. Prav, Ne rabimo spraševati, koliko je ura. no. Da se počebim. Rekli da ne rabim. Ampak ste v tem stavku rekel. Ok, zdaj ste videli, da sem vrv prepeljal čez tole alpinsko zanko, torej čez to, ali pa potem tukaj poiščem torej te dve vrvici, ki sta tukaj, ki jih držim, da je vse, ni nič popustil, ne? Naredim tle štirico, jo vidite, Ja. pa še to je, ta vrv je zelo elastična v primerjavi s tisto, ki je plezalna, ampak je ta veliko lažje zaplezati po njej, kakor ona, ker je manj hrapova. Vas manj udrgne. Ok? Pa seveda, v bistvu ne rabiš niti iskati, zato ker imaš tlele že po roki neki vrvi, ki ti tle dol visi in je lahko komot takole naviješ v osmico. Daš vse komplet tlele noter v zanko, da še malo povečam. Zdaj nas to drži, popečemo skole gor, tako težo, ne? In potem se bo tole stran postavil, da boste videli, kaj počne. Prav, zajahate takole vrv, se stegnete z rokami gor po vrvi, oziroma gremo malo bolj nazaj. Se pravi, se stegnemo gor po vrvi, gležen, recimo če ste desničari, desne noge, gležen, date na drugo stran vrvi. Ja? In to je to. Prav, se stegnete gor na vrvi, da probajte se pač v bistvu čim bolj raztegniti, da cela teža telesa je razporejena po celi vrvi. Okay? Na čim večji površini. Pravi, in potem, ko ste tako raztegnjeni, lahko tudi počivate. Okay? Opa. Načeloma ne morate dol pasti, ne? Prav, če se takole držim. Lahko počivam, pa še malo odremam gor. Okay? Ko se hočem premakniti, dam sem noge bliže sebi, se dvignem in se potisnem z nogama naprej in se z rokama še povlečem naprej. In se pomikam po vrvi, po vrhu, čist lahkoto. A ste videli? A ste še tle? Vrv gre vedno dol, torej, ko gre dol, gre vedno naravnost, ko gre pa gor, gre pa po stran. Ne gre naravnost, ampak po stran. Oziroma od tam, ko pride dol, gre tudi nazaj gor. Sprav, zdaj bo šla tle po moji levi dol, okrog roke in nazaj na levo gor, na desno dol pa gor, na levo dol pa gor, ne? In tako naprej. In potem moram tle pustiti približno toliko, kar sem tam pustil. Tle bo zdaj mogoče ena malo krajša, karkoli. In tlele se vam ne sme nič
nobene zanke vmes. Sprav, ko to stavite takole dol, primete za to uho, tako zanko naredite, poiščem te dve vrvici, ja, se približamo tlele in trikrat ovijemo okrog gor proti zanki, proti roki gor. 2, 3. Trikrat ovijemo. Potem grem čez vse te zanke z roko noter po tole po te dve vrvici, jo potegnem ven. Naredim takole zanko, vidite? Vidite vsi? Ja. Ok. Kaj sem nič ne vidim, zato vprašam. Jo poveznemo čez te zanke ostale, ne? Spet poiščem te dve vrvici ta dolgi in zategnem. Ok? In ko je to tako zategnjeno, lahko date to kamorkoli v pralni stroj za en teden, da se non-stop vrti, se ne bo razpadlo. Ok? Ko imate to tako, si date to lepo na hrbet, spredi prekrižate, zadaj prekrižate. Ja? Opale. Pazite, je breg. In spredaj si naredim kaj? Moški ali Ambulantni. tako, kaj še lahko, tudi na mašenco, če želimo, ne? Je res? Je lahko mašenca tudi tako. S tem pokrajšate vrv, da vam ne bi mla vse naokrog. Če pa še kakšen košček je, pa ga zataknite enostavno samo za tako imenovani ta pas. Greste čez grmovi, da vam to vse ne potegne in imate v bistvu vrv lepo pospravljeno in greste, vas nič ne ovira. Ok? Ja. Je bilo v redu? Ja. Ste bili pridni. Dobar, ne? Konca vrvi skupaj in jo vrv potegnem gor in se mi bo avtomatsko kaj zgodilo? Združila se mi bo kako? Točno na polovico, ne? Je res? Zdaj imam tle ta dva konca. Če je vrv dolga 10 metrov, se lahko spustim dol. Koliko? 5. Zakaj? Ker je prepolovljena, ne? Ker gremo okrog drevesa. Veljak? In recimo, da hočem do tistega drevesa tja dol, ne? Vržem do njega to vrv in potem pazi. Pravi, če hočem iti ritensko dol, to je tehnika specialna, primemo za te dve vrvici, torej za te dve vrvi. In zdaj mene to drži. Če bom dal roko, sprav to vrv proti riti, me spusti dol. Kaj slišim? Stari korik. A je tako? A me drži? Seveda me. In se seveda potem lahko premikam. Eno roko imam prosto, tako da se lahko tudi v teoriji branja, fantje, ne? Pa punce. Brez kakšnih pasov in ne vem česa, ne? Zelo preprosto, lahko tudi več časa, če želim, ostanem tle, si naredim, ne vem, tak vozu, kakšen in lahko ostanem več ur, takole. Me nič ne tišči. Prav fajn mi je. Ne? Ok? Ko hočem nadaljevati, se pravi tle odvešem to vrv in se spet spuščam ritensko nazaj do, recimo, tako kot sem rekel, do tega drevesa. Ok, se tle naslonim. Kaj naredim pol? Pustim vrv tle gor ali kako? Vrv dol spet potegnem vse, dam okrog tega drevesa in grem spet dol, ne? Če rabim. Če kaj pozabim gor, kaj naredim? Sam vlečem. Vlečeš, tudi če je še taka strmina, a ne, se lahko takole povlečete gor. In zdaj vam obrnem.
še vedno ostane enako, kot da sem gor obrnil. Spravi, prejte si zaritjo, prekrižil, zdaj se bom pač spredi, a ne, drži. Grem zadnji na noge, prestopim in potem takoj. Potem se spustimo, ne? Se pravi, op, ne? Michael Jackson. To boste tudi vi posebno, to. Michael Jackson. In se spustite lahko potem tudi veliko bolj kontrolirano. Je kakšno vprašanje? Prestopi vrvi. Tako. In zdaj primi tako. Zdaj se pa nasloni na vrvi. Zdaj, če bo spustil te vrvi, padeš, to veš. Ne smeš spustiti. Ni dobro, da držite tako, pejte, fiksno drži roko in gre samo z roko proti trebuhu, a ne? Pol priprimeš z drugo roko, lahko, ker imaš dve roke. Če boš po konci preveč stavil, ti boš padel na rit. Moraš biti vedno pravokotna na podlago, a veš? Zato, da te dobro drži. A ne? Pa hodiš počasi lepo naprej, ne? Tako. A ni šans, da te spodrsne. Potegneš vrvice malo nazaj, prestopiš vrvice, tako, in potegneš v dve, ki ti gre med nogami ven. Evo ga. In držiš te dve vrvici in jih ne spustiš. Če spustiš si... Ja. Dobar, ne? Ja. Še zelo malo moči rabiš, da se lahko tako spuščaš, ne? A je res? A, ne gre te, ne spusti kar tako, a vede? Se moraš nagniti naprej. Ti greš tam med nogama ven, tam se lepo v bokih naštimi, da te ne boš ponal, oziroma tako tam bejker ti paše in to je to. Držiš fiksno in greš samo z roko proti trebuhu, tako, tako si podaš, pa z drugo roko primeš, pa se spet podaš, a ne? Nikoli ne smeš čist spustiti, ker če boš nekje visel, ali pa vezalka si pa prosim zaveš. Kaj rečeš na to tehniko? Zanimivo mi je. Tako, tako, pa si potegneš one dve vrvici med nogama ven. Tako, pa zdaj si naštimi lepo v pasu. Pazi na maline. Ne bo kaj vdžagal. Če boš spustil, če boš imel takole telo kar naenkrat, veš, popusti. Tako da bi bilo dobro, da kontrolirano držiš, pa se spuščaš. Stoj na mestu, pa se spusti naprej, da vidiš, kako te drži pas. To je namen. Še malo. Lepo zaupaš prvi, ne boste razočarala. In se pa še tako še malo spustiš. Opale. Ok? Ne, drži pa pojdi s pestmi, da boste šle obe vrvici enako. Če ne bo šla samo ena, pa bo šlo v vragu. Te bo eno smer obrnil pa. Pa z drugo roko imaš še prosto, si preprimeš vrv lahko, a ne? Malo daljšo, pa če probaš tako nadaleč, bolj prijeta, ne? Tako, da se lahko prej spustiš. Drži vrv tle fiksno, pa sem z roko greš proti trebuhu. To je najbolj prav. Tako, ja. Ne. Drži fiksno, pa se premikaš. Luča. Kaj smo rekli, v rokah fiksno držiš te dve vrvici in se z roko pomikaš proti jajčkom, po domače rečeno, ne? Malo se naprej nagni, da daš težo. Se ga mi lahko obleče. Kar zravnej se, pa se nagni naprej. Tako ja.
Kar daj. Mogoče malo da je naravno. Sem vsak malo mi, ne? Zelo moj kriv, ne? Zelo plemenito, hvala ti. Ne, malo pobili. Čekaj, se dam bolj nariti. To se ni bolj Dobro, naslednji. Lahko si daš bolj naprej. Pravim, lahko si daš naprej pred sebe tisto vrv. Zdaj imate dve vrvi. Tako ja. Tako imaš še večjo kontrolo. Imaš še dodatno trenje okrog ritmice, a ne? Čutiš? Ja. Še lažji. Vodka sveča, raven, fajn se prste upri v eno točko. Recimo, glej, v tole korenino bi ti bilo super, ker ti ne moreš podleteti. Glej, če se zakakljaš v tole korenino, pa greš tole min drevesa naravno, pa malo bolj tja, veš. Evo, zdaj te lahko probaš, ko greš lahko naravno. Fajn se s prsti upri, da ne boš... Špago primi, pa z rokam proti trebuhu. Špago drži v roki, v eni roki drži špago. Aha. Ne popuščati, skozi bod napet. Super, ne? Ja. A? A je naporno? Ne. Ni, ne? Pazi, da ne boš spustil prehiter špag. Držiš fiksno obe špagi z eno roko in se z roko pomikaš proti riti oziroma proti dol, ne? Ej, kolegica, drži fiksno in se zdaj samo z eno roko, s tisto, kar želiš, pomikaš. Veš, kako mislim? Ne. Sam poprav. Se pravi, tle držiš fiks, kar drži, ne smeš spustiti. Če spustiš, padeš. Se pravi, tle fiksno drži in se potem, ko se z roko premikaš nazaj, se počasi premikaš. In pa imaš drugo roko, primi tle, drugo roko, ne, z eno roko gremo še. In potem lahko to spustijo in s to roko spet spuščaš, ne. Tako. In v bistvu z rokama greš nazaj. A ne tako puščiti, ker boš lahko zdrsanla, no. Te lahko odnese, pa tako. Bor, veš kaj ti preko? Da ni v svojem Tako je, tako. Tako popuščaš počasi. Kaj se dogaja? Če ne vem, kaj se dogaja. Opale. Še malo lahko, kar zaupaj, poravnaj telo, poravnaj samo hrbet me je raven. Bo, te držijo noge še, ok, super. Tako nekako. Pazi, da se ne boš v drevo. Super.
Ne tečemo, Tomas, hodimo. točko ste izgubili. Ne, itak me še zadeš. Ne, a ja, ampak teče se ne. Ne premočno. Opa, je? Ok, bravo, točka. Tako, zadev ga je, točka za skupino. Ej, brez šepetanja. Točka. Ja, še igramo. Hej, bravo. Prej do cilja prijeti zmaga. O, točka. Dve, tri, štiri, pet. Bravo, ok, bravo. Črni lasje, out. Črna majica za grmovjem, out.
Kaj je? Ok. Črna majica out. Out. Črna majica out. Ven si. Fantje, zastavico iščemo. Temno modra majica. Out. Fantje, ne pozabiti, iščemo zastavico. Kje je naša mala zastavica? Poišči jo. Skupina v taboru, tišina. Tomas, out. Ven, Bor. Fanta, ene gleda nasprotnike. Oh, shit, sorry. Juri, out. Ene išče nasprotnike, ene pa zastavico išče. Ej, ti pejt malo pogledat okoli. Mislim, da si predaleč. Bor, ven. Ej. Siva majica, ni sive majice. Oziroma je zastavica siva majica. O, bravo! Še eno rundo. 4 igramo. Zdaj pa 3-1.